Okoljski problemi v Sloveniji so znani in ni jih malo. Posledice onesnaženosti zraka prav tako, čeprav vemo, da tovrstni podatki ostanejo marsikdaj tudi skriti, zakriti, prikriti. Zanima me, kam se je v tem kontekstu izgubila etika? Ja, hvala za to vprašanje, ki je izjemno relevantno. Mi včasih pozabljamo, da je demokracija sistem, ki temelji na etičnih, nenapisanih pravilih. Ljudje smo jo v bistvu ustanovili in jo gradili prav na teh načelih. Zakonodaja, predpisi, ukrepi, zakoni, karkoli so samo potem, neka izvedba te etike, ne? In večkrat seveda se zgodi, da zakonodaja ali pa ukrepi izgubijo to vez, neko tesno vez z etiko. V zadnjih časih veliko govorimo o teh problemih ozračja, jaz jih imenujem respiratorni problemi, govorimo o univerzalni pravici do zraka, ki bi morala biti nekako vpisana, tako kot morda do vode v ustavo, do čistega zraka, do zdravega okolja. Te problemi so globalni, imamo segrevanje, imamo požare, smog, imamo peščene viharje, imamo COVID nenazadnje z dihalnimi stiskami, imamo seveda onesnaževanje v različnih okoljih. Tukaj gre za en temeljni razcep med seveda industrijo, kapitalom na eni strani pa okoljem. In jaz bom tukaj rekel, da je temeljni problem ta nepravično porazdeljen na obremenitev z nečistim zrakom, ki ljudje trpijo. Recimo en primer zgodovinski je bil tako imenovana črna pljuča v rudnikih, kjer so posamezniki v bistvu v imenu skupnosti pobirali davek na zdravje. Oni so delali za skupnost, ob tem pa zbolevali. Drug problem so pa zdaj seveda okolja, kot je Soška dolina, kjer pa en del slovenskega prebivalstva nesorazmerno kruto, neetično, že iz azbestoze ven in zdaj tudi iz onesnaževanja, ki sledi iz sežigalnice in sosežigalnice, pobira ta davek in o tem se moramo državljani začeti pogovarjati z vidika pravičnosti in etike. In zagotovo je treba tudi ukrepati, kajti vidimo, ne samo zdaj, ampak že leta in leta, da odločevalci na tem področju, tudi na tem področju, prav tako kot na marsikaterem drugem, nekako pozabljajo na demokratičnost, ampak pri odločitvah, pri zakonodajnih rešitvah pogosto prevladajo ozki interesi. Kot rečeno, demokracija ni samo upoštevanje pravil, pri čemer vemo, da se ta pravila velikokrat tudi ne upoštevajo, da imamo v Sloveniji precej korupcije in tako naprej. Demokracija je predvsem ideja neke skupnosti, ki živi v nekem, pravični povezanosti, seveda nikoli ni idealno, vendar naloga demokracije je v tem, da zaščiti ranljive. Če je kaj, njena naloga je to. Skratka, demokracija je sistem, ki varuje pred neko, arbitrarno silo, pred arbitrarnim nasiljem, pred arbitrarnim onesnaženjem. Vse to se nam dogaja na različnih koncih. Varovati mora tako otroke, kot nosečnice, kot ranljive in nenazadnje vse, ki so pač izpostavljeni nekemu nepravičnemu, arbitrarnemu ali pa seveda načrtovanemu strani neke industrije, morda neke države, ne vemo, onesnaževanju.